Ja, zdaj pa te lističe skrbno stiskam k sebi. Veste, rezultati 30. jubilejnega Vurberškega festivala so znani! Najprej bo svoje nagrade podelila strokovna komisija. Še enkrat obudimo spomin, glasovalne lističe, ki ste jih oddali vi tukaj, ti prinesejo nagrado občinstva. Strokovna komisija tukaj je poslušala, ocenjevala, podelila bo plakete, oddala je svoje glasove, prav tako so svoje povedale tudi radijske postaje. In zdaj imam tukaj najprej prve 3 nagrade za besedila. Besedila je ocenjevala žirija v zasedbi Matej Kocijančič, Asja Matjaž in Milena Toplak. En aplavz zanje, prosim. Tretja nagrada za besedilo gre skladbi Stari vodnjak v izvedbi Grand Quinteta, avtor besedila gospod Matej Krstenjak. Nagrado bo podelil gospod Branko Magorič, predsednik turističnega društva Vurberk. Vabim vas, podpredsednik, da pridete na oder in da podelimo torej tretjo nagrado za besedilo Stari vodnjak. Iskrene čestitke. Takole, evo. Druga nagrada za besedilo gre skladbi Le zakaj slovo je godec vzel v izvedbi ansambla Jarica? Nagrado bo podelil gospod Boštjan Najžar, avtor besedila pa je gospod Franci Smrekar. Kar izvolite malce bolj na sredino, tako, kar tam, da vas bodo lahko tudi pofotografirali. Hvala lepa. In imamo še tisto, ki pripada prvemu mestu. Denarno nagrado in plaketo Fanike Požek za besedilo na jubilejnem 30. festivalu Vurberk 2022 prejme skladba Vurberku za praznik v izvedbi ansambla Tik-tak, avtor besedila Miljan Čerpač. Nagrado bo podelil Matej Krstenjak, predsednik društva pesnikov slovenske glasbe. Kar izvolite tudi tam na stopničke lahko, seveda, kar tam. Močan aplavz Vurberku za praznik, morebiti imamo pa res novo vurberško himno, nikoli se ne ve. Prišli smo do nagrad, kar izvolite, kar močan aplavz. Naslednje nagrade, ki jih bomo podelili, pravzaprav nagrada, gre za nagrado radijskih postaj. Za najboljšo skladbo po izboru radijskih postaj Slovenije. Glasovalo je 18 radijskih postaj, zmagovalec pa prejme denarno nagrado in plaketo Tineta Lesjaka. Skladba, ki bo dobila to častno plaketo, nosi naslov Ne boj se v izvedbi ansambla Lesari iz Vač. Nagrado bo izročila gospa Nevenka Obrul, hči pokojnega Tineta Lesjaka. Avtorji melodije pa so Primož Ilovar, besedilo Igor Pirkovič, priredba prav tako Primož Ilovar. Kje ste, mladi lesarji, prikorakajte na oder. Iskrene čestitke, izvolite. Evo, v mladih žilah teče ljubezen do narodno-zabavne glasbe. Sedaj smo prišli pa do tistih nagrad, ki jih podeljujejo stroga ušesa naše strokovne komisije. Žirijo so nocoj sestavljali gospod Tomaž Tozon, gospod Tomaž Guček, gospod Simon Golobič in gospod Konrad Toplak. Prosim, dajmo jih nagraditi z aplavzom in se jim zahvaliti za opravljeno delo nocoj. Podelili bomo nagrado za najboljšo vokalno izvedbo, plaketo Jožeta Šifrarja. Prejme pa jo ansambl
Fantje spod Šilentavra! Nagrado jim bo izročil Franci Smrekar, pobudnik plakete Jožeta Šifrarja. Kje ste, fantje? Menda ju niste odkorakali na končno podoknico. Evo ga, aplavz za fante spod Šilentavra! Se je gospod Franci Smrekar popecal, da skacerja bo pa kar ono vzel. Iskrene čestitke. Naslednja nagrada iz vrst strokovne komisije gre nagrada za izvedbo. To je plaketa Lojzeta Slaka. Nagrado bo izročil Janez Toplak, direktor Vurberškega festivala. Nagrado, plaketo Lojzeta Slaka pa prejme ansambel Dar! Iskrene čestitke! Še spominska fotografija, kako pa? Radi vas imamo, pišejo veliki transparenti številnih navijačev tukaj v objemu Vurberškega gradu. Iskrene čestitke. Pojdimo z nagradami naprej. Sedaj ste na vrsti vi, drago občinstvo, dragi navijači. Čas je za nagrado občinstva. To nagrado bo podelil gospod Joško Rutar, predstavnik oziroma iz original harmonike Rutar. Gospod Joško, izvolite na oder. Nagrado občinstva pa prejme ansambel Dar! Fantje, še enkrat vas vabim, da pridete na oder. Gospod Joško Rutar vam bo podelil nagrado občinstva. Iskrene čestitke. Ja, že dve nagradi imajo v rokah, sedaj pa nas čakajo še trije zmajčki. Bronast, srebrn in zlat. Le kdo jih bo odpeljal domov? Tretja nagrada, bronasti zmaj. Še enkrat poudarjam, tukaj gre za seštevek ocen strokovne komisije, komisije radijskih postaj in glasovanja občinstva na Vurberku. Nagrado za tretje mesto bo izročil Stojan Vitežnik, predstavnik turističnega društva Podnanos. Bronastega zmaja pa bodo v svoje konce odpeljali člani ansambla Tik Tak! Predstavnika Tik Taka prosim, da pride na oder, da prevzame krasnega bronastega zmaja. Dajmo jim en aplavz. Iskrene čestitke. Ja, še dva zmaja čakata. Še dva zmaja čakata na to, da poletita v ta prave roke. Srebrnega zmaja bo podelil gospod Branko Polanec, predsednik turističnega društva Vurberk. Srebrnega zmaja pa prejme ansambel Fantje izpod Šilentavra! Z nasmehi na obrazih prihajajo na oder, poskočno in koranžno. Iskrene čestitke! Tako, še čestitke predsednika turističnega društva Vurberk, gospoda Branka Polanca, in še spominska fotografija. Zdaj pa čakamo. Zdaj pa čakamo.
Ansambli čakajo, stiskajo pesti, gledajo proti svojim kovčkom za inštrumente in upajo, da bodo prav oni tisti, ki bodo prišli sedaj na oder skupaj z inštrumenti in še enkrat zaigrali zmagovalno pesem 30. Vurberškega festivala. Zlatega zmaja bo izročil Mitja Horvat, župan občine Duplek, ki ga z aplavzom pospremimo na oder. Dober večer. In zlatega zmaja, prvo nagrado v skupnem seštevku prejme ansambel DAR! Iskrene čestitke! Še ene roke bodo potrebne. Tako, ansambel DAR, prva nagrada in zlati zmaj! Sedaj bomo še enkrat slišali tole zmagovalno skladbico, ki je osvojila zlatega zmaja. Spoštovana publika tukaj na Vurberškem gradu, spoštovani poslušalci, ki ste festival spremljali preko radijskih valov Radia Maribor, spoštovane gledalke in gledalci doma pred televizijskimi zasloni, jubilejni 30. Vurberški festival 2022 je končan. Vsem skladbam, slišanim nocoj želim dobro popotnico med poslušalce, organizatorjem pa veliko poguma z željo, da prihodnje leto plešemo in pojemo na 31. Vurberškem festivalu. Lahko noč voščimo z ansamblom DAR! Nekaj narobe, rad bi pomagal, a ni pomoči, sreča gre pa pove. Poti življenje pokaže zobe, nikdar ne obupaj. Toliko lepega čakate še, le nasmehni se. Če se zgodi, da vse narobe gre, ne daj si skrbi, saj življenje kratko je. Če malo potrpiš, prav nič ne izgubiš, spet nekaj lepega, prav kmalu doživiš. Življenje pokaže zobe, nikdar ne obupaj. Toliko lepega čakate še, le nasmehni se. Pa kaj, če se zgodi, da vse narobe gre, ne daj si skrbi. Potrpiš, prav nič ne izgubiš, spet nekaj lepega, prav kmalu doživiš.
navijači, še 2 nagradici, še dve zahvalnici bomo podelili. Čaka nas podelitev še enega zmajčka darovci, a lahko počakate tamle na odru ob strani, pa potem zaigrate še eno? Lahko. Tamle ob strani. Tako. Namreč, vsi, ki smo kadarkoli stali na tem Vurberškem festivalu, vemo, da pride človek do tega odra, mora najprej v Podnanos. In iz Podnanosa so danes sem prišli seveda tudi prijatelji, predstavniki tamkajšnjega turističnega društva, podelili nagrade, prišli v našo družbo in sedaj seveda gospoda vabim tudi na oder z enim prav posebnim darilcem. Pridite v mojo družbo. Danes boste namreč podelili priznanje turističnemu društvu Vurberk za 30. obletnico delovanja. A povabiva na oder gospoda Toplaka? Gospod Janez Toplak, prosim, izvolite na oder. To je dolgoletno prijateljevanje. Koliko let v Podnanosu že? 21, kar je že skoraj preko drugega desetletja. Vsaj še do 31, 41? Če bodo v Podnanosu pripravljeni, potem seveda ni ovir. Danes je izredno lepa novica, da je 30. festival in ne zadnji, rekel Janez. Da je zadnji? Absolutno ne. A ne dajmo en aplavz za gospoda Toplaka, da se še opogumijo. Izvolite. Hvala lepa. Gospod Janez, vas lahko prosim, da ostanete za nekaj trenutkov še v moji družbi? Namreč na tem odru se je podelilo veliko zmajčkov. Tistih, ki so srebrni, tistih, ki so bronasti in tistih, ki so zlati. Nocoj, ko je 30. jubilejni, pa si svojega zmajčka, takšnega pozitivnega, posebnega in zahvalnega zasluži tudi gospod Janez Toplak. In v imenu turističnega društva Vurberk ta prihaja na oder. Ostajam brez besed. Kolegi iz našega društva, organizacijskega odbora so me presenetili. Presenetila me je tudi potem Bernarda Kovačič, ki izdeluje te čudovite skulpture, ki jih z veseljem podarjamo. Odkrito povedano, imam kar velik cmok v grlu, nisem pričakoval kaj takšnega. Hvala prijatelji, hvala vam, izjemno sem vesel, ponosen na takšne darilo, kdo ne bi bil, res iskrena hvala. Bo v vitrini v naši dnevni sobi, kjer je kar nekaj spominkov na Vurberk in Vurberški festival. Hvala Darja, hvala tudi mojim prijateljem iz društva. Hvala lepa. Hvala tudi vam, gospod Toplak. Močan aplavz! Zdaj ploskamo tudi ansambli. Bodo pa jo slikali, seveda, absolutno. Sedaj pa, zmajčki so res vsi podeljeni. Darovci, ste pa pripravljeni, da zmagovalno odigrate še kakšno, ne?